Jaz mislim, da je sodelovanje odlično, vsekakor pa kot vedno obstajajo še številne možnosti za to, da se blagovna menjava, pa tudi neke neposredne povezave, kot so recimo naložbe, povečajo. Že zdaj po 9 mesecih blagovna menjava je dosegla skoraj 1 milijardo evrov. In ko gledam, kje obstajajo interesi na Poljskem za izvoz v Slovenijo in v Sloveniji za izvoz na Poljsko, mislim, da vsekakor se lahko slovenska podjetja osredotočijo na panoge, ki so opredeljene kot neke izvozne, z največjim izvoznim potencialom. Na Poljskem to so naprimer prehrambena industrija, kjer so poljska podjetja izredno močna, na drugi strani pa so tudi slovenska podjetja izredno močna in ponujajo bolj take butične unikatne izdelke. Ponujajo pa tudi izdelke, ki jih na Poljskem ne proizvajamo, kot je naprimer vino. Je pa postaja vse bolj priljubljena. Potem je tudi industrija oblačil in obutvena industrija. Čeprav se to ne zdi tako, recimo je Poljska izredno močna proizvajalka otroških oblačil, ki je sigurno lahko bi bilo še nekaj za raziskati. Potem imamo seveda vse storitvene centre, kjer že se določena mednarodna in svetovna podjetja poslužujejo. Na drugi strani pa vemo, da so slovenska IT podjetja tudi izredno močna in sigurno lahko ponudijo, raziščejo neke možnosti na področju IT opreme na Poljskem. In potem seveda, kakor je domišljija, kakor vsi iščejo neke tržne niše, pregledujejo naš izvoz in uvoz stalno raste, približno 5% na leto. To pomeni, da gospodarstvo rabi dobavitelje, rabi storitve in seveda rabi tudi nove trge. Tako da mislim, da možnost za razvoj sodelovanja definitivno obstaja. Naše izkušnje so zelo pozitivne. V bistvu gre za urejen trg, tako pravno kot tudi drugače. Njegove prednosti so, da je predvsem velik trg, ima 39 milijonov v bistvu prebivalcev, Poljska kot takšna. Njegove slabosti oziroma nevarnosti bi pa bile recimo, da so vsi prisotni na tem tržišču, da je zelo konkurenčen in je treba tudi biti sam zelo konkurenčen in zelo inovativen na tem tržišču. Well, first of all, we can give you information how to procure business in Poland, how to establish your business. We can give you addresses of companies that you might be interested in. The best way would be just to contact us or go through any EN local office you have in Slovenia. You have 6 offices here in Slovenia. One is here in the Chamber of Commerce and Industry in Slovenia. So we can do everything within our power to help you. Our service is free of charge. So it's the most powerful tool of a European Commission to help small, medium enterprises in Europe and abroad, because we are available in over 50 countries in the whole world. Well, we have this advantage that we have an office in every major city in Europe, basically. So in every case, when an entrepreneur comes to us and he needs some information in specific location, specific part of Europe, we can always go to our colleagues in that region, ask them all the details our entrepreneur, our client is in need. So everything within our reach of our office, of our network is available at disposal of the SMEs.